Dobro jutro, ekipca. No, dobro jutro pa več ni, zato ker sem... Tehnika me heca, no. Mislim, tle za mano je bila luna, tam je bil sonček in sem jaz posnel videa že enih 20 minut in naredi kompjuter, čok in crkne. In sem bil... Res ni simpel še enkrat videa narediti pol. Rabiš malo, da se prideš in tako. Pa sem rekel, klinc, vsem bi vam dal par takih nekih nič novega pravzaprav, da ne bo pomote, ker mi včasih folk reče, pa jaz že vse vem, jaz seveda veš. Hipnoza ljudi je neverjetna. Recimo objavil sem eno sliko, 15 slik o tem, kakšna je oblika Zemlje, pa tako, da leti ne obstajajo na nekih točkah, ki bi bili v bistvu čisto logični, pa ne. Logični na kugli ne delajo, logično pa funkcionirajo na ravni ploskvi, ne. Tako da, zdaj, a smo okrog obdani z ledom ali ne, saj to jaz ne vem. A smo zdaj vsi skup ena plošča, pa smo zdaj samo balončki, ti razni planeti, tudi to jaz ne vem, pa se tudi ne bom spotikal, vem pa, da z okroglo nekih hudo ne štima. In mi je zanimivo, kako so ljudje še zmeraj pripravljeni se pregovarjati, zdaj pa je okrogla, ja pa je, kako pa misliš. Mislim, ta hipnoza močna velja tudi za teorijo zarote. Teoretiki zarote smo bili, mislim, največja drhal tega sveta, anticepilci. Mislim, nas je bilo treba osramotiti, osramovati, poniževati, nas degradirati, nas spravljati v sramoto, se nam posmehovati. Nismo mi na Zemljo prišli, da bi bili to, ampak smo tukaj zato, da smo zmagoslavni in veličastni. In smo. Mi smo tisti, ki prinašamo energy sem dol na Zemljo. Mi smo tisti, ki prinašamo kozmične plane v misli, misli postanejo besede, besede postanejo dejanja. Skozi naše misli univerzum deluje. In nismo papki, in nismo kamni, in nismo čustvene razvaline, kakor so nas v bistvu hoteli narediti ti drakoni prek Anunnakov. In dajmo se zavedati, da imamo oblast mi, ljudstvo, ne pa drakoni, reptili, Anunnaki in ostali pedofili. Ne? Zdaj zato, da jaz to govorim na glas, sem najbrž uporabil nekaj poguma, ne? In ta pogum probam že od 1. maja, se pravi, kaj je to že, maj, juni, juli, avgust, september, že hmal bo pol leta, ko probam aktivno na dnevni bazi vas opogumljati, da tudi vi raziščete in spregovorite na glas konc koncev o stvareh, ki so se vam dogajale. Tle malo apeliram na spolno izsiljevanje, na mobinge, na izsiljevanje na vseh možnih nivojih in konc koncev tisti, ki ste prišli do resnice, do spoznanj, da o tem spregovorite na glas. Ker več, kot nas je, glasnejši bomo in zdaj je prečudovit moment, da vstanemo z glasovi, ker so jagenjčki obmolknili, a ne? Malo smo se delali neumne, a ne? Zdaj so pa popolnoma umolknili. Hvala jim za molk, ker molk je njihovo zlato bilo, zdaj pa ni več. Nevednost, molk in spoštovali sem ukaze, ne bodo rešili nobenega več pred sodišči, ki so tukaj in zdaj. V Evropskem parlamentu so že priznali Pfizerji, da nekdo od Pfizerja, zdaj ne vem kdo, je že priznal, da niso bila nikoli testirana ta cepiva in da ne morejo zagotavljati neprenašanja virusa iz človeka na človeka, torej toliko o učinkovitosti in varnosti teh cepiv, torej velika, največja laž. Zato debelo laž, na osnovi te debele laži je Evropa, predsednica von der Leyenova, ne? Uršula, pri nas je Uršula čarovnica, ampak ta dobra.
tale von der Leyenova pa ni ta dobra. Je pa naročila za 450 milijonov Evropejcev 4,6 milijarde cepiv. Kaj to, 10 kosov po glavi, ali kaj? Samo oni niso upoštevali, da jaz se ne bom cepil, pa Marička, tudi ne, pa Pero, tudi ne, pa Janez, tudi ne, pa še kdo. Tako da je cirka 20 koščkov, 20 dozic za tiste, ki so tako vztrajno nabijali, da anticepilci prasti ne bodo okužili cel svet. Pa virologija obstaja, ne, ja, virusi so, niso. Zakaj pa ni še zdravila za gripo? Ker gripa sama po sebi je zdravilo. Je očiščenje telesa od teh strupov, ki nam jih rinejo. Pozim gre to lažje ven. Pa to ni nič novega. Ampak tam, zarotnikom, jaz sem antizarotnik, by the way, nisem teoretik zarote, ampak sem čist praktični antizarotik, ker zarota proti človeštvu je obstajala, še bi jo gonili, no, ampak generalno je stvar zaključena. Zarota je bila in jaz sem bil ves čas proti zaroti. In tisti, ki so bili del zarote, so mene etiketirali, da sem teoretik zarote. Nič ni teorija, ekipca, tole je bilo kar v praksi zelo, zelo živo. Da ne omenjam satanizma, pedofilije, spolnih zlorab, trgovanja z organi in seveda bolnišnic kot takih, ki so bile vmes posrednik. A vam povem še eno, kako so vas nategnili pri krvodajalskih akcijah. Kri moja se ne sme mešati z nobeno drugo krvjo in vaša se ne sme mešati s krvjo nobenega drugega živega bitja. Imamo? Zelo slabo. Kaj so počeli? Ja, valjda mešali so to vse skupaj. Zato, da so naredili še večji kaos na tej zemlji, da so jaz zmešali čisto raso. Jaz pravim, da Slovani smo čista rasa. Evo, vse morda se motim, nič hudega. Sem pa optimističen do tega, da sem še zmeri čist. Več kot 30 let nisem jedel nobenih farmacevtskih produktov. S kemičnimi drogami se nisem ukvarjal. Ne bom zanikal, da sem jih probal, ampak nisem bil noben športnik v temu. Tudi bom rekel, teh kao drogah, ne si bodo čiki, kava, alkohol, sem precej zmeren, razen kadar nisem. No ja, in vino veritas, te boljše stvari sem zapisal glih, ker sem bil najbolj trčen. Ampak ne bodo rekel, da spodbujam zdaj alkoholizem, to je daleč od tega, ne. Nikoli nisem bil nasilen, da ne bi slučajno. Nasilje probajo pa iz nas pa potegniti. Ja, reakcijo, nasilno reakcijo, to ja, in tam imajo svoje podpornike, oblastnike, da če ti reagiraš, bom rekel, naravno, se postaviš zase, se zadereš ali pa koga na gobac pretegneš in tam takoj greš na hladno, ampak noben pa ne vpraša, kdo je pa provociral, pa zakaj je prišlo do tega udarca. Evo, gospod sodnik je napisal Iztok Mlakar, dajte si to poslušati, kaj je že bil Ivo Balila. Ivo Balila je v Mlakarjevi pesmi vrhunski oris, kaj je narcis. Prima, ki se rima, pa še ni ta huda zima, sploh pa šla. Ivo Balila, poslušajte malo besedilo, da ne bom jaz zmeri za vse brihten tlele. Jaz sem povzemam, kar sem slišal od ljudi, ki jih spoštujem, in Mlakar spada v kategorijo ljudi, ki jih spoštujem, ker je probal probava, se bori na svoj način ljudem razložiti, kaj v kakšnem svetu živimo, ne? Jaz sem hotel dati še eno stvar, ki se navezuje na to master hipnozo, na to master prepričanje, kako je, da je zemlja okrogla, da virusi obstajajo, pa ne, da znanosti je treba zaupati, pa bože ne daj, da so droge slabe, droge so dobre, zato jih pa ljudje jemljajo, sem dolgoročno pa ne, te pa uničijo, zato pa so droge sploh izumljene, da človeka uničijo in nimajo nekih pretiranih akcij okrog tega, da bi ujel kakšnega preprodajalca kokaina, heroina.
in ostalih kemičnih sranj. In ta kemična sranja nadaljujejo tako daleč, da jih dobiš celo na recept, a ne, kad ti jih zmanjka, no penik, tam ti napišejo nove. So pa strašno striktni, a ne, ko gre za kakšen jointak, a ne, s tem, da naše telo ima v sebi kanaboidni sistem, ki je pravzaprav ključavnica za to, kaj konoplja je. Ključ. O tem so dokumentarci narejeni, jaz ne morem vsega skrajšati v 1 minuto ali pa v 20 minut. 120 videov se je zgodil, več kot 120 videov se je zgodil, pa še mi ljudje rečejo, daj bolj na kratko. Ja, ne morem, stari moj, ne gre. Kako boš ti na kratko povedal, da je svet, ok, na kratko, svet je lep. Ja, Turčič, to ne gre, no vidiš, zdaj pa ne moramo več na kratko, moram pojačati. Hecam se. Iz tega prepričanja sem jaz mičkrat tlele se sprehajal po okolici in nisem vajen tega, bom rekel, ali to kraški, ni kraški, obaljni svet. Ma ja, kraška so tlača mene, kdo ki vpraša, pač zliješ vodo in ona gre tako, jo ni, tako da zame je to kras, ali kaj. No in tle so narejene razne terase na teh gričevnatem pobočju in gledam jaz te terase, halo, pa to so skale, zastopaš meter krat meter, 2 metra krat meter pa pol, zastopaš, kdo je to dvignil? Ma ta skala tam stoji 100, 200, 300, 500 let, nimam pojma, 2 jurja let, nimam pojma. Sem teh škarp je tle neomejeno. Torej, ali je bilo tle tisoče in tisoče in tisoče ljudi, ki so na dnevni bazi premikali te kamne, ali jih pa niso z rokami. Ker današnjih škarp tle, bom rekel, teh nekih oljčnih nasadov je malo, tisti, ki pa so, jih pa gradijo z bagri. Pa dobro, bagri so novodobna stvar, kako so jih pa prej? Ne vem, meni se zdi fascinantno, čudno in neverjetno, da bi nekdo to delal na roke. Zdaj ne vem, kako je na vašem teritoriju, pa ni tole edini plac. Sem si pogledal neke dokumentarce o tem, kako so nemogoče postavljeni bloki skal na nemogočih pozicijah, kjer s strojem nisi mogel iti zraven. Tako da resnično se je moglo dati pred časom, pred prihodom, bom rekel, teh drakonov, reptilov, ki so nam zmanjšali zavest, so nas uspavali, se najbrž je dalo stvari premikati ali z mislimi, ali z zvokom, ali ne vem. Mislim, ni edina mistika pri celi stvari, kako so piramide delali. Imamo mi tle mistike okrog sebe. In zdaj, kaj sem delal je sprehod, mislim, delal sem sprehod, sem ful garov. Bil sem na sprehodu in sem najdel vodno zajetje. No, izver. Ja, je izver, pa ni izver, ker mislim, da ni celo leto živ. Ne poznam še dosti teritorija. Ampak ta del, kjer je, bom rekel, ljudje v okolici, kjer so hodili, bom rekel, je tam narejena pralnica, je narejeno zajetje za napajanje živali, živine in seveda zajetje za ljudi, lepe čiste vode, ki pride lepo iskal. To je načrtno uničeno. To je, vidiš, da je tam bil bager in je tam rašotaril in rovaril in razmulčil in razbil vse rastlinje. Sem trdno prepričan, da je moglo biti tam okrog tega vodnega vera, ki je eden redkih v tem okolišu, je moglo biti posajeno zelenje, drevje, zaradi tega, ker ne more biti voda, ki pride iz hriba, ne more še takoj soncu izpostaviti. Mislim, zdaj so jo, ker je to kao ful boljš, se imate vodovod, kaj pa boš tle gledal. Ampak načeloma vsaka voda, ki pride iz hriba ven, je bila zaščitena pred soncem, da ni izhlapevala prehitro. Kaj ne? Kaj ni logično? Pa da je ostala hladna, sveža, čista. Zdaj tam ni nobenega drevesa, vidiš, da so kamni prevrnjeni, neke škarpe so bile, pa so delno podrte in zasajene z nekimi agresivnimi plezalkami, ovijalkami, niso bršljani, zdaj ne vem, ali je hmelj ali ni, precej podobno hmelju je, ampak zdaj pod tem hmeljem ti pa ne vidiš več, kaj je. Se pravi, zabriši sledi. Kaj sem rekel, da je to kateri zver, 3., 4., ki sem ga jaz najdel na lastne oči, ki je zagotovo uničen načrtno. Ni to tako, a veš, staro je, pa se je podrlo, pa To bi mogla biti dediščina, halo? Ne pa razbiti.
Saj imate vodovod, pa je v redu. Ne, vodovod je slab, zaradi tega, ker v teh ceveh je svašta, zaradi tega, ker voda, ki teče naravnost po ceveh, ni za nas. Ko pride do kolena, pa te komada, pa ne vem, kateregakoli delilnika, tam voda se razbija. Vse v naravi namreč stremi k vrtenju in voda bi se mogla vrtiti po ceveh, pa tudi to bi se dalo rešiti z lahkoto. Če so v puškah naredili, da se metek zavrti, bi lahko naredili tudi to, da se voda vrti, pa se ne. Watch the Water je kak je dober komad. Watch the Water, opazujte vodo, je nas opozarjal Trump in Q, no, pravzaprav. In tudi jaz bi vas zdaj že ne vem katerič apeliral, pejte okrog svojega doma, svojega teritorija, si pogledati, kako delujejo te naše vode, izviri, vodotoki, so čisti, so umazani, tečejo prav, presihajo, ne presihajo, zakaj se nabera mulj tam, kjer se prejšnje leta ali pa stoletja ni. Ljudje so skrbeli za vodo, ne pa Inštitut za varovanje zdravja. Voda. Kakšni inštituti so vsi v grobnice? Pa sej te večje organizacije na 3 črke, CIA, FDA, EFD, FKK, ne, FKK pa še ne. Vse te inštitucije so šle v maloro, FBI tudi, pa vse to gre v maloro in crkuje zato, ker to je bil del sistema reptilsko-drakonskega in je bil kontroliran preko teh agencij, katerim so nam rekli, da nujno rabijo, da barabe polovijo. Še dobro, da imamo White Hate pa Galaktike, da so res razturili te bando satanistično-pedofilsko. Dajmo o teh stvareh govoriti na glas brez dlake na jeziku, zaradi tega, ker si zaslužijo to. Tudi brez dlake na jeziku lahko povemo, da so ustavo spisali ljudje, ko so oblast predali nekomu. A ne? In v nekem členu ustave piše, da ima oblast ljudstvo, izvajajo neposredno in z volitvami. Nekako bi apeliral na vse nas, vas, da malo razmislimo, a bomo mi tu z volitvami ali bomo zdaj pa mogoče kar neposredno rajš. Jaz osebno sem se odločil, da sem človek in da bom kar neposredno izvajal oblast nad samim sabo. In ne dovoljujem, da si mene kdorkoli lasti ali last imenuje oblast. Okay? Tudi vi se malo poigrajte z besedami, super so. Vse sort je že napisano, tudi če hočete imeti mir, pa ga je treba narobe narediti, ne, pa narediš nemir, glavno mesto imperija, no, ne mir, sam mir na kontra napišeš, pa je Rim. Tam je bil pa papež doma, ne, zdaj pa umira, revež. Ojojoj, končno se bo za njim pokadilo, cajt bi bil, za temi satanisti hudičevmi. A veste, kaj vse so imeli oni pod Vatikanom, pod temi svojimi kupolami skritga? Znanja, knjig, 13 knjig Svetega pisma, ki falijo, zlata, ojoj, a veš, bodi skromen, najbrž. Pa to je Kristusova kri, ki se daje za nas, Kristus je ful rekel, dajte pit moja kri. Ne, krvi se ne sme mešati, kamoli pit, dragi moji. In oni so jo dejansko pili. Pa kaj so vam razlagali, da sem? Pa sem tudi krščan, no, sem bil tudi jaz zaveden, niste vi krivi, da ste bili zavedeni. Ste pa zdaj krivi, če držite glavo v pesek, to pa ja. In tle bi vas rad prepričal, da ga ne srate, dajte se zbuditi že enkrat, dajte pomagati ljudem, da se zbudijo, da prevrnemo na glavo vse to, kar je treba prevrniti na glavo. Saj nam pomagajo White Hat in Galaktiki in vsi, ampak ljudstvo si more samo vzeti moč in oblast. Ne? Imamo. Alright. Zakaj? Zato, ker nismo ustvarjeni, da bi bili mi. Kakšni že? Depresivni, zaničevalni, da bi nam bili, da bi živeli z občutkom krivde, da bi bili zasramovani in
manj vredni oziroma nič vredni, oziroma bi imeli nizko samopodobo, nizko samozavest. Rojeni smo zato, da smo zmagoslavni, da smo victorious, da smo magnificent, da smo čarobna bitja, magic land, in mi smo magic. Mi smo magic znotraj telesa, ki je, če se mičkam poglobite, en tak mega ustroj. Ti ga zastrupljaš s 1001 stvarjo. A veste, koliko zdrave hrane smo pojeli v zadnjih 10 letih? En klinc, tisti, ki jo ni doma delal, je en klinc zdravo hrano jedel. Nič zdravo ni bilo to. In to je bilo vse strupeno, zastrupljeno, vse. Bolj, ki je bila lepa embalaža, slabša je bila vsebina. Še celo tako daleč so šli, da so napisali v nakupovalnem centru oddelek z zdravo hrano. A veš, kao, vse ostalo je pa? Kaj je vse ostalo, pol, če tle oddelek zdravo, ostalo je pa kaj? Ja, vprašanje je na mestu. In vprašanja so tista, na osnovi katerih lahko vi ekspandirate svojo zavest. Svojo resnico lahko razširite na osnovi vprašanj. Vprašanje je Q, question everything. Vprašaj se o vsem. Zdaj, vprašaj se in si poskušaj odgovoriti. Ne to vprašanje dati narcisu, pa ga vprašati, ti ta star, a misliš, da če tle piše zdrava hrana, da ostalo pa ni zdrava? A veš, kaj ti bo narcis rekel? Turšič, ti si neumen, valjda je vse v redu, saj imamo varuha za zdravo hrano. Rad bi videl te strokovnjake. Strokovnjaki mega na tega, super, ta se spet rima, COVID prevare, padajo k muhe, en za drugim. Ljudje pravijo, pa nič se ne dogaja, Turšič, pa kaj blebečeš, vse vidiš, da je še zmer štala. Mislim, kdor ne spremlja mičkam poglobljeno, jaz ne vem, pa mora vsak pri sebi malo poštrumfati. Ne moreš ti gledati televizijo pa reči, ja, tako kot televizija rekla bo. Pa 2 leti kričimo mi antizarotiki, da televizija ni v redu. Pa ona je patentirana za brainwash, za pranje možganov, s programi. Kateri program si? Si i sam izbral? A si sam izbral program, da boš del satanizma? Bi menil to za dinarčke. Zdaj pred kratkim sem gledal en video, kroži po spletu, kako je en bančnik iz Danske, mislim, da kako se je znajdel v krogih napačnih in kje se je ustavil in opozarja ljudi, da dajmo se združiti. Ljudje, ločeni smo katastrofa, mislim, res nas peljejo kot zajčke kamarčijo. Zato je res zelo pomembno, da se združimo. Zdaj pa združimo kje, kaj, kako, na kakšen način. Mi moramo združevanje razumeti na tem nivoju, da v srcu dobro mislimo. Ne? Kdor dobro misli, bo somišljenika zelo hitro razumel. Tudi tisti, ki v srcu slabo mislijo, so dobro združeni in združeno funkcionirajo proti tistim, ki v srcu dobro mislimo. Mi pa smo razdeljeni. Po eni strani smo razdeljeni, da lahko oni vladajo. Po drugi strani pa smo mi razdeljeni na točno strateške pozicije. O tem sem že govoril. Vsak je postavljen v točno določenem času, na točno določeno mesto, s točno določenimi znanji, da v točno določenem trenutku lahko ekspandira in naredi svoj stand up, vstane iz govna in je ta črna ovca in reče, ja, črn sem. Sem ja drugačen od vseh ostalih. In črn sem zato, da je nadaleč videti, da sem drugačen. To ne pomeni, da moram biti skrit. Do zdaj smo bili tisočletja skriti, zdaj pa je cajt, da vstanemo vsi skupaj in se pokažemo vsej svoji moči, lepoti in sposobnostih, ki jih imamo.
seveda jih imamo, ampak še enkrat, nismo rojeni, da smo zaterani, zaničevani in tako naprej. Rojeni smo zato, da vstanemo izpod tlake in njihova igra je končana. Sam sem primer. Z vsemi temi mojimi besedami, ki jih špricnem ven, bi me marsikdo v starih časih, včasih, ko je kabala funkcionirala, pa naj si bo udba, komunizem in ostale stvari, bi jaz tako zginil iz tega obličja, da bi sem dimček ostal. Puf, za papežem pa za kraljico. Pa me ne, sem še tle. Kaj to pomeni? Da nima kabala več nobenega vpliva nad nami. In ne vam bom spodbuda in jaz in tole sonce, da smo rojeni pod svobodnim soncem, svobodni ljudje in da nismo za hlapce nerojeni, nevzgojeni. Ampak smo imamo premalo notranje vere, da vse poteka točno tako, kot mora potekati. Ampak, kadar ste ustrahovani, to ni nekaj, kar vam univerzum pošilja. To vam pošiljajo narcisi, sistem, kabala, da bomo v strahu. In kaj, zdaj kaj? Ja, bom pa policijo poklical. No, in kaj bo pa pol? Ja, pa bo pa neki. Pa dejo, ne? A veš, mi smo se navadno ustrašili. Zakaj že? Ne se bati, ničesar. Očuvani ste, tisti, ki imate čiste misli, čiste namene, ste in smo očuvani od tistih zgori, od katerih sem že milijonkrat rekel, ljubljeni ste, ljubljeni smo, vsi, že zdaj, ves čas in nas pazijo, da se nam kaj ne zgodi. Zato se ne rabite zavarovati pri zavarovalnicah, sploh pa ne pri zavarovalnici Grave, kaj grob ali trug ali kaj že to, Britov, grob. Ne moraš se ti pri zavarovalnici grob zavarovati. Zavaruješ se lahko v svoj mer, v svojo ljubezen, v svojo vero, v svoje ustvarjanje. Ustvarjate lahko samo takrat, kadar ustvarjate radi. A si predstavljate, da slikar ne bi maral slikati? Pizdo materno, spet moram sliko narisati, porka Madonna. Ful guta, ful Michelangelo, ful z jezo tolku kamen ven, da je ratov kon. Ne, tudi potička ni dobra, če jo z jezo narediš. Tudi župca ne. Še najbolj enostavna prežganka ni dobra, če si slabe vole, ki jo kuhaš. Jaz imam to izkušnjo, pa ne kuham, če sem slabe vole. Pa zdaj sploh nisem slabe vole, že ful časa ne, ker slaba vola me prime za kratek čas. Tudi jeza razočaranje me prime za kratek čas in primem in butnem čez ramo in grem naprej svojim veselim putem. Ker ni point biti kekac ves čas, ali pa duhoven ves čas super easy ali pa super ampak biti naraven, v bistvu izražati čustva, jih uporabljati, vendar se ne attach, ne se pripopati, ne se oklepati slabih misli, čustev in tega. Ja, no, pol boste pesimisti ali optimisti? Jaz sem optimist. Oktopus nisem, sem pa optimalno v življenju po liniji najmanjšega odpora. Raj prej poštudiram, kako bom naredil, pa pol naredim, kakor da se zaletim brez glavo, kar so me dostikrat v življenju probali prepričati. Gremo, hitro, gremo, dupi sem naredil napako, če drugega ne sem se pa po prstu udaril ali pa z nogo pretegnil kam nekam. Tako da dajte počas, previdno v življenju, stopajte korak po korak, majhni koraki naprej so najpomembnejši. In ko vas pijan po svetu blodim sam, prijatelji vprašajo me kam, je rekel Prešeren, ni bilo čisto tako, ampak je pa naslov pesmi Kam. In odgovor je dala skupina Dela Dab. Samo ravno, straight ahead. A veš, ne ozeri se nazaj, nikoli. Je bil tam nazaj, ne ozeri se kemočiti. In pejte naprej z dvignjeno glavo, pogumom, zaupanjem, vero, optimizmom. Ne gledati na dan negativno, ker ne bo nič boljše. Sem trdno prepričan, da ne. Predvsem boste slabe vole, pa po možnosti se pol te stvari kar kopičijo, ena za drugo. Tako da dajte te stvari stran od sebe.
Želim vam, da ste veseli, pogumni, močni, zadovoljni, da pijete dost vode, se dotaknete zemlje z rokami in nogami, brez čevljev in ostalih izolatorjev, da se nastavite soncu, da akumulirate to sončno energijo, da uživate ptičje petje v naravi, da prisluhnete harmoniji narave, da upoštevate kakšno navodilo in si date svojo muziko in ne poslušate radijskih postaj, da ugasnete televizijo. Kaj še moram povedati? Da si zapišete misli, ki pridejo. Kaj še? No, zdaj to si pa vi napišite, kaj sem povedal, pa probite živeti, ker jaz točno po tem funkcioniram že dlje časa, govorim v letih. In vam zagotavljam, da drži. Jaz sem to slišal od drugih, probal, drži. To je nasvet. Izbira je pa seveda, kot za vsako stvar, vaša. Eto. Izbira je vaša, tudi svoboda je naša, sonce je naše. In dejte ga kaj pogledati. Čim večkrat sončno očala dejte tudi dol, s sončnimi kremami se ne mazati in z ostalimi kremami. Tudi ne, ker not so mrtvi otroci, tako da ne vem še tega. Pa ne se luknati, pa tetovirati, vse sorto, to ni v redu. Ampak dobro, ne bom jaz šel predaleč, kar je, vsem je vse odpuščeno, vsem je že vse oproščeno. Ni ideja, da bi kdo kogarkoli obsojal, tako kot smo bili mi obsojeni, ker to so stvari nizkih vibracij. Visoke vibracije vsebujejo mir, ljubezen, veselje, srečo, spoštovanje, sodelovanje, bla, 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 bla. Pa še lepo glasbo. Pa Titanik, a veš. Titanik preletel, Titanik se pa potaplja, ja. Kapitan Joe Biden je tista zadnja podgana, ki še ustraja, potujemo, skratka Deep State je globoko v dreku in se potapla. Zaupajte planu, da je vse v redu, ker če bi temni delali še, kakor so začeli, verjemte, da se ne bi zdaj tako oglašal, pa da tudi vi se ne bi svobodno sprehajali, pa jurčkov nabirali. Bog vam jih požegnaj. Gobe so super. Ajde, držite se, čaos!